ljubezen. Tak je naslov 5. svetopisemskega maratona, 6. svetopisemskega maratona in tudi, bi lahko rekli, nocojšnjega večera. Ob tem naslovu se bo namreč odvil, pa za začetek, ker sodi tudi ta večer v sklop svetopisemskega maratona, prosim Benjamina Siterja iz Svetopisemske družbe za en kratek pozdrav, dobrodošlico vsem. Hvala, Blaž. Torej, tudi v mojem imenu lep večer. Upam in verjamem, da redno hodite tudi tja čez na branje Svetega pisma. Sej mislim, da jaz v bistvu ne bi zdaj o sami temi, ki je dosti govoril, ker mislim, da so nocoj z nami eni takih krasnih gostje, ki bojo res znali to temo na svež in dober in bogat način predstaviti. Je pa jasno, vsi jo potrebujemo. Če jo želimo dajati naprej, Božjo ljubezni vsi rabimo. In zato, da se lahko ob njej napajamo, da nas lahko nagovarja, pripravljamo tudi ta svetopisemski maraton, vsako leto znova. Takšni so tudi odzivi ljudi, da Božja beseda dejansko nagovarja in da daje zavedanje o tem, da smo ljubljeni. In to je v končni fazi tudi namen nocojšnjega večera, tako da hvala Blaž za ta uvod in predlagam, da kar povabim naše goste. Ja, predvsem hvala vam vsem, da ste prišli. Meni recimo se osebno zdi govoriti o Božji ljubezni danes v današnjem svetu nekaj morda arhaičnega, morda celo naivnega, morda nekaj takega kot podobno izstopajočega, kot je podoba Frančiškana, ki sredi Prešernovega trga zdaj v teh dneh bere svetopismo, mimo hodijo študente, turisti, poslovneži, skratka v trik sodobnega sveta, ki nekako opeva ljubezen v popevkah, melodijah, ki jih slišimo vse posod, pa morda tudi na reklamnih plakatih, oglasnih, kjer je tudi veliko golote. No in takšno razumevanje ljubezni pravzaprav vstopa nocojšnji večer, tako svetopisemski maraton, kot tudi tale dobra ulica tule. Lahko bi ga recimo začeli tudi znamenitim 13. poglavjem iz knjige Korinčanom, ki postavlja ljubezen nad vero in nad upanje, ampak predlagam, da prepustimo najprej besedo našim trem gostom, ki jih z aplavzom pozdravimo. Dovolite, da jih nakratko predstavim. Mojca Giacomelli je mati 5 otrok, voditeljica molitvenega občestva v prenovi v duhu in tudi ustanoviteljica Centra za evangelizacijo Živi na polno, ki je pred kratkim začel delovati na Kongresnem trgu. Boštjan Hari je študent teologije, do svojega prehoda, lahko bi rekli, v odraslo dobo ni bil veren, potem pa je spoznal Božjo ljubezen in slišali boste kako. Tretji gost pa je Steve, zdaj pa ne vem, če bom prav izgovoril priimek, Telcelov. Urezen, hvala. Pastor Evangelijske cerkve, ki se imenuje Mednarodna krščanska skupnost. Steve prihaja iz Amerike, poročen pa je s Slovenko, ki je tudi tukaj med nami. In imata 3 otroke, to sem zdaj razgledal tule zadaj. V zadnjem času ste morda slišali za njegovo delo. Je namreč eden od pobudnikov dogajanja pri Društvu za živi življenja, ki je v zadnjem času pripeljalo v Slovenijo zanimive goste, Nika Vujčiča, potem Emersona in Sara Kegerič, ki sta predstavila tudi svojo uspešnico Ljubezen in spoštovanje, pa nocoj pa je z nami Steve. Torej, govoriti o Božji ljubezni, tega se bomo danes lotili, pa predlagam kar na začetku iz vašega predstavitvenega govora, oziroma čisto osebno me zanima, kako se je skozi vašo osebno pot Bog dotaknil vašega življenja, vašega poslanstva in tega, kar delate in zaradi česa pravzaprav ste nocoj tu. Se strinjate, da predamo najprej besedo Mojci? Mojca, konkretno, verjamem, ker smo se spoznali, sicer nedolgo tega, ampak se bomo tikali, konkretno verjamem, da bo tvoje pričevanje skozi tvojo osebno zgodbo sama tudi
na začetku nisi poznala tega, kot ga poznaš danes? Ko bomo, da si govoril za to zgodbo. Recimo. Ne, nisem ga poznala. Imela sem pa veliko predsodkov, ker so nam v srednji šoli zelo spretno te predsodke gojili. In na koncu srednje šole je moja mami srečala Boga in me je povabila na srečanje Patra Trdifa, če kdo slišal, to je bil en karizmatičen duhovnik na stadionu Žak, je bilo srečanje in je kupila karto za mene po Zatija, da greva z njo in da se jo, a res moram. Pa rekla, ja, odošla sem sama, ampak meni bi veliko pomenili. Mene je bilo tako sram, tja, da me ne bo kakšno sošolcev videl, ne. In tam sem videla polno ljudi, od spredaj, čist pri odru, ne, tam, kjer je potem potekala maša, so bili na vozičkih ljudje, pa pač na berglah, tako se nekaj nosej, ne. To so naštimali lepo ljudi in pol bodo kar nekaj postali in vsi bomo ploskali in bomo bilo, Bog je pa res velik, ne. Kaj mislil, da nam bo vse tako nategvali? Ne, pa sem jaz pač mlela. Ampak enkrat, po maši je imel besede vednosti, Pater Trdif, tukaj je nekaj ljudi, ki ne vejo o Bogu nič. In mene je začelo srce tako biti, meni se zdaj, da vsi vejo, da se meni nekaj dogaja, kadar je bili reflektorji v mene obrnjeni. Solze so mi začele iti, težko sem dihala in vedela sem, da sem tle jaz noter. In je reče on in obljublja vero. No in pol par mesecev se ni zgodilo nič, mami me je sicer vsake časa povabila v molitveno skupino, pa nisem imela časa, ne. Enkrat sem ga pa imela. In ko sem tja prišla, je mene čist šokiralo, ker sem zvedela, da duhovnik, ki molitveno skupino vodi, da je bil najprej zdravnik. Meni to ni šlo skupaj. Kako zdravnik, če je vera za take ovce, ne, neumne, ki sledijo takim, ki manipulirajo z njimi, ki pa ne more to, ne, to je do meni tak velik vprašanje. In meni se je zgodilo tam, da mi je tle začel goreti, glava ni pa nič razumela, začel se je vedno zmanjšal in ko so drugi vstali, sem jaz vstala, ko so usedeli, sem sedela, ko so pogledali, sem kričala. In on je začel z predavanjem o notranjem ozdravljenju in jaz sem pila k suha zemlja. Vse je bilo res, kar je govoril, imel tak smisel. In jaz sem začela vsak ponedeljek hoditi. Tlele mi je govoril, vse me je rekel, to je pa bolj v zadnji tekl, ne moj razumel. In enkrat je vprašal na koncu predavanja, kdo gre na duhovne vaje, ne z dvignil roko. In prav moja mami je tudi čez zelena, ne. Kaj pa je to? Sem nekaj ne vem, sem jaz grem, rekla, če greš pa ti, grem pa jaz tudi. No in smo šle na duhovne vaje 5 dni v tišini in ko smo videli tja prišle, sem se jaz zavedla, da je to v tišini, se kar bežila hitro dam, 5 dni tih biti. Rekla, ne, da če smo pa tle, pa tle, ne. No in sem vam razkazala, kaj najsvetejše, pač v podobi kruha, Jezus v kapeli, se nekaj tle, tukaj noter že ne bom, to zame preveč in potem sem hodila po vrtovih od samostana, ne. In naenkrat zaslišam, ampak to ni bilo tako z ušesi, ampak ni drugega bolj slikovitega izraza, kot zaslišam glas Mojca, pet v cerkev. Sem ga pokačem, jaz tam delati. Pa se je ponovil in ko sem prišla v kapelo, sem se usedla in naenkrat je bilo tako, kot da bi se čas ustavil. Taka tišina je ratela in jaz sem naenkrat videla Jezusa, pa svet ne je videla, nekako drugače. Je bil pred mano stal in razmerje je bilo, kot da sem jaz dojenček in on podrasel. In me je vzel k sebi in rekel, Mojica, če te vas svet ne razume, jaz te imam rad. Jaz sem jokala, sploh ne vem, koliko časa je to trajalo. Počutila sem se pa, da sem končno prišla domov. Tako, noter, domov. In jaz sem se zavedla, da sem vse življenje hrepenela po Bogu, ampak če bi me 2 minuti preden vprašal, če hrepenim po Jezusu, da je rekla, da ne. Ne. Ti bi moj začetek. Hvala po moja pot, zelo slikovita, tako da po moje dobro, da predaš vsi do komu drugo. Se pa še povrnemo. Okay. Začetek je vedno lahko, ko je, lahko ni, ampak pri tebi je bil zelo intenziven. Boštjan stil se začutite v tej pripovedi, je mogoče srečati Božjo ljubezen vedno na tak zelo intenziven način, ali tudi morda tako, kot beremo, tudi da je Bog kot šelet, kot hrum, kot ropot, ampak pride
Jaz mislim, da pot do neke osebnega izkušnje z njim so zelo različni. Se verjamem, da ravno na tak intenziven način, da doživlja Božjo ljubezen, Bog želi vsakому dejansko razodevati, kakor piše v Svetem pismu, da je Bog skozi Svetega Duha je razdelil svojo ljubezen v naših srcah. To je nekaj, kar pripada vsakому, ki prihaja k njemu. Moja zgodba je precej drugačna, sem odrastel v ZDA, imam 3 bratje, sem najmlajši od 4. Sem odrastel v precej zelo ljubeč okolje, družina, starša, ki sta bila poročena 52 let, 4 leta, 5 let nazaj, moj oče je umrl, in okolje je bilo dejansko krasno, zelo redo. Sam to ni dovolj za tisto poslanstvo oziroma razlog, zakaj mi živimo. In v najstniških letih moja pot je šlo malo mimo, tudi družbo, katero sem imel, sem začel s raznimi drogami in zabavami in drugi stvari tudi ukvarjati, kar ni bilo dobro. In sem malo vprašal glede smislu življenja. Se spomnim na en petek, sem šel na eno zabavo s prijateljem, ko sem stopil čez prag v hišo, slišal sem en glas, podoben, kar je ona povedala, neki vtis v sebi. In ta oseba, ta glas je rekel, ne spadaš tukaj in te ljudi niso tvoji prijatelji. Nisem vedel, kaj je to. Samo sem vedel, da nisem mogel več uživati v tem, kar sem prej užival. In sem bil 15 minut tam, pa sem šel domov. In ko sem prišel domov, je bil moj brat. On je 6 let starejši od mene. Sem vedel, da je on imel neki religiozno izkušnje v svojem življenju, ki je spremenilo njega, ker mi smo bili kot 4 bratje zelo tekmovani v vsem, kar smo mi počeli. To je bilo kar težko, veliko testosterona v naši družini in veliko tekmovanja in rivalstvo pa take stvari. In spremembe v njegovem življenju je prenašal tudi veliko spremembe v klima v našem domu, ker je on spremenil svojo držo do nas kot bratje, tudi do starše, ko je začel zanimati za nas kot bratje. Nekatero je boljši, pa močnejši, ampak je začel pokazati skrb in zanimanje za naš napredek in tako dalje. Sem jaz prišel tisti petek domov, on je tam sedel sam, gledal je televizije in sem sedel zraven njega in sem jaz njega vprašal, Brian je več od življenja kot samo zabave. On je vzel tisto kliker za televizije in ugasnil je obrnil k meni in potem za 1 uro in pol mi je podal sporočilo, ki jaz lahko vam danes skoraj beseda za besedo vam ponavljam. In mi je povedal 3 stvari, kateri je meni za večno je napisan na mojem srcu. In je rekel, prvič ti moraš vedeti, da Bog te ima zelo rad. Nisi tu zaradi tega, ker je mami in oči tebi želela, ampak ti si tu, ker Bog te ima rad in želi odnos s teboj. Sam je velik problem v tvojem življenju in to je tvoj greh. S tem, da napačne odločitve delaš. Si sam svoj šef in zaradi tega ti ne gre dobro, da zdaj sprašuješ, a je več od življenja kot samo to. In potem mi je rekel, tretji stvar je to, da ti moraš vedeti, da ima Bog tudi načrt za tvoje življenje. Kot 16 let star fant, to je meni, da ima Bog neki načrt za moje življenje. Jaz sem bil kot velik ribo, ki je zagravil tist trg. In mi je rekel na koncu, ti moraš odločiti, komu želiš služiti, sebi ali Bogu. In tist večer sem jaz prvič v mojem življenju, kljub temu, da smo bili velikokrat v cerkvi, sam nisem nikoli njega približal. Ampak tist večer sem jaz odprl svoje srce in iskreno od sebe sem mu rekel, jaz verjamem vse, kar je on govoril o tebi, v brata. Če si ti verjamem, da si jaz želim te spoznati, če si tam. In sem to, tist večer sem šel spat, nisem mislil, da karkoli se je spremenilo, to je bilo soboto, pa potem nedeljo in potem po nedeljek sem točno vedel, da se je precej veliko se je spremenilo. Ker moj oče me pel v šolo vsako jutro in ko smo prišli tja, jaz sem šel ven iz avta, on je odpeljal, sem šel v šolo, čim da je bil on ven iz vedika, kar se vidi, sem jaz obrnil in sem tekel zunaj in smo stali skupaj s prijatelji v gozdu in smo tam kadili travi vsako jutro. In
ko sem jaz prišel med svojimi prijatelji tisto jutro, nekaj se je hudo spremenilo. Ker čim da je nekdo začel tisto travo pač prižgati, jaz sem začel videti rdeče lučke, meni so začel noge trest in sem ponovno slišal glas. Ne spaveš tu in te ljudje niso tvoji prijatelji. Kaj je zdaj to? Prejšnji teden sem bil tam vsak dan, sem mislil, mi smo največje face na svetu. In zdaj stojim tukaj in se je predvsej veliko spremenilo, zdaj vem, da to ni v redu. In sem ugotovil, zdaj, gledam nazaj, vem, da je Bog moje vabilo, da vzame moje življenje, je vzel zelo resno. In v tem času je začel preoblikovati moje življenje na način, da paše po njegovem okusu, ne po mojem. In čez nekaj časa sem jaz sedel na eno biblično študijo, katera moj brat in drugih so vodili, sem bil povabljen tam in so govorili o Božji brezpogojni ljubezni. In tisti večer sem jaz imel eno dodatno razodetje o tem, ko so govorili, kako Bog nas ljubi brezpogojno. Tisti večer sem imel ne videnje, ampak eno razodetje, tisto resnico, da bo Bog s tih razlog zelo zadovoljen. In v tistem trenutku jaz sem vedel, da jaz njemu dolgujem svoje življenje popolnoma. In od tega časa naprej on je začel voditi moje življenje korak za korakom do tistega dne, ki danes mi sedimo in sem presrečen. Se pravi, tudi to, da si prišel v Slovenijo, je njegova volja? Definitivno. Hvala lepa, Steve, za moje pričevanje. Ja, še Boštjana bomo prosili, ne? Saj smo slišali, to so kar res močni trenutki Božje ljubezni, se lahko izraža, tako kot je rekla Mojca, ona je videla nekako Jezusa, Steve je slišal glas, Boštjan, pri tebi tudi kakšen tak trenutek? Je pa spet ena tretja dimenzija primer, ja. Namreč, jaz sem začel z mojim družinskim okoljem. Ko sem bil star 4 leta, sta se oče in mama ločila. Kako ne rečem, takrat seveda pri teh letih še nisem doživljal kaj tragičnega, da bi se zavedal, kaj se je dogajalo. No in potem, ko sem bil star 6 let, smo se preselili, iz Ljubljane smo šli ven, mami se je drugič poročila. In Bogu hvala, da sem zamenjal okolje, ker že kot tako mlad fant se spomnim tam do 6. leta, sem se že srečal, zdaj bom zelo iskreno govoril, ne? Se spomnim, enkrat smo tudi že pornografijo gledali, ne? A bil za star 4-5 let, eno kaseto smo nekje dobili, ne? Potem igrali smo se tako, ne? In sem videl, da to ljubljansko okolje, v katerem sem jaz rastel, mislim, to je bilo res že pokvarjeno, ne? Čisto iskreno. V primerjavi s tem okoljem, v katerega sem bolj prišel, ne? In ko sem jaz prišel po 6 letih na deželo, jaz sem že tako grdo govoril in take izraze uporabljal, da fantje, ki so bili stari 11-12 let, sploh niso razumeli, kaj jaz govorim. In se tudi sam nisem zavedel, kaj. No in potem do 11. leta pač normalno sem živel, tako in pri 11 letih mi je umrla mama, imela je raka. In v tistem obdobju se je pa v meni sesulo nekaj. Ne? Spomnim se, da sem postal bolj tak agresiven, divji, že tako sem bil živ po naravi. In tudi okolje, se pravi, košarko sem začel trenirati 10 let, sem namreč igral tako zelo na profesionalen način. Ne? Nivo, skratka vsak dan treninge, resno, tekmo, državno prvenstvo, levo, desno. No, v glavnem, in tudi to okolje, v katerem sem bil, to, ko smo bili fantje, družba, to je bilo res, mislim, same neumnosti, ne? No in, se pravi, po tej smrti se je pa to v meni še stopnjevalo, ne? In sem res postal tak agresiven, vulgaren, v šoli sem bil nevzdržen, neukrotljiv. Se pravi, vso tisto žalost, pogrešanje materinske ljubezni, očetove, skratka nekako sem to potisnil v sebi in
manifestiral na drug način, nekak iskal, kot danes psihologi rečejo, da kričimo po tej ljubezni, po tem zanimanju. No in nekako lahko rečem, da ta krik je bil na nek način slišan, ko je oče začel hoditi v govorilne ure, ker prej zaradi te ločitve, pa smo se malo oddaljili in tako, se on ni zanimal to vzame, v smislu, da bi hodil v šolo in tako. Skratka, in to je bilo tam od 11. do 16. leta je bilo zelo divje, tako bom rekel. Tudi moj odnos do nasprotnega spola je bil na podlagi tega, kar sem videl v pornografiji. In to je bil zame objekt, tudi kasneje, ko bomo govorili o tej eros ljubezni, to ta ženska je objekt in mi moški, ki smo že tako šibki na tem področju. Kako ne rečem, zaradi teh vzrokov sem bil še to bolj nagnjen k temu. No in sem bil tako s kakšno punco in tako. No in tam, ne vem, v 14 letih sem spoznal enega prijatelja, ki je bil moj trener za odbojko, igral sem v šoli odbojko in on meni velikrat začne tako o Jezusu govoriti. In moram pa še to povedati, da pri 11 letih, se pravi, potem, ko je mami umrla, jaz sem vsak večer molil za njo, prav spomnim se, v pojstniku zašel spat, en oče naše, zdravo Marijo, slavo oče, to se spomnim. In jaz vero v Boga nikoli nisem skozi. Pozabil sem pa reči to, da usporedno s tem dogodkom, ko je mami umrla, mislim, da kakšen mesec pred tem ali za tem, sem se jaz skregal s katehistinjo in prenehal z verukom, ker me pač ni spustila na trening. In doma, moj oči, ki je čudovit človek, me je silil naj hodim pač v cerkev vsaj v nedeljah. In jaz nisem hodil v cerkev, ampak v park. In tam v parku smo bili s prijatelji to oblasti, da jih naj veš, da je prišel iz cerkve in da smiril me pač, naj bomo tiši, ali pa naj gremo bolj stran od cerkve, da se ne bo slišalo. No in jaz od 11. do 16. leta praktično nisem prestopil prave cerkve. To je bilo meni brez veze, vedno, ampak vero v Boga sem pa imel, to pa. Vedel sem, da je nekdo nad mano, ampak molil sem pa izključno samo za mano, to je bilo meni. No in potem pri 16 letih sem se prvič tako zaljubil v eno dekle in to dekle je bilo zame nedotakljivo, v smislu, njo nisem gledal kot objekt, ampak nekaj več, pa ne vem zakaj, kaj sem jaz o njej videl. Mogoče tudi zaradi tega, ker je bilo toliko fantov zainteresiranih za njo, in je to pol še mene potegnilo zraven. No in se spomnim, da v njej sem videl res nekaj več. Mene samo njena bližina mi je dala dovolj, sploh nisem rabil telesnega stika in nič, ampak samo njena bližina je mene tako srečevala, da sem prav užival, ko sem bil zraven. Nič nisem sploh hotel. No in potem meni ta prijatelj začne govoriti prav, glej Boštjan, ta punca, vse ona je prijazna, prijetna, odprta, ampak to ne pomeni, da si njej všeč. Pač to je ženska narava, ki je odprta in drugače funkcionira kot moška. Pa on pravi, lej, Bog ti bo pomagal pri tem, če ti želiš biti z njo, sam ti mora spremeniti način življenja. Tvoj odnos do žensk se mora spremeniti, do nasprotnega spola, moraš iti, pejti k spovedi, dej, pokasej se za to in da bo to šlo. In on to meni na plaži razlaga, mi da tako uživa. In on meni reče, glej, 40 dni se vzdrži nečistovanja, bodi si pornografija, karkoli drugega, ali pač masturbiranja in tega. In on pravi, evo, in boš videl, kako bo Bog ti pomagal pri tem dekletu. In jaz se začnem smeti, krohotati, kaj stavo, kaj ti ne govoriš. Ampak jaz grem na WC in razmišljam na WC o tem. Sem rekel, pismo, to dekle je vredno tega. Ker pridem domov s tisto, kar sem hodil, iskreno in bom rekel, je oprosti, ne bo več s tabo in tako naprej. Prav čutil sem neko iskrenost, da ji povem, da se upravičam tej, s katero sem bil in tako. In jaz pridem domov in se za to odločam. In on meni reče, lej, pomaga mi pri spraševanju vesti, Jaz povem svoje, napišem tiste svoje grehe, kaj je, kaj ni, on mi pomaga in grem k spovedi, tam se pravi, po 8 letih pridem do spovednika, kleh Frančiškanov sem šel.
In ker je videl duhovnik, da sem zelo delač, da se ne znam izražati, da ne vem, da ne poznam obrazcev in tako naprej, tisto obrazce odprej in mi pomaga, zelo tako očetovsko pristop. No in jaz pa začnem govoriti vse to, kar je meni prijatelj napisal, da v bistvu pomagal. No in jaz sem se takrat odločil, evo Bog, tako v sebi, ampak na nezaveden način, ne da bi mu rekel, ampak tako sem se odločil. Sem rekel, evo, za njo v čistosti, 40 dni Davidno. In res, jaz grem k spovedi, povem vse tisto, kar sem pač počel in prekinem tudi s to punco. Skratka, čist se odpovedal svemu, kar sem prej počel. No in tako se dogaja, tam mene 14 dni, 3 tedne, srednja šola, se spomnim, se je približevala in sem rekel, pismo, jaz moram tej punci povedati, kaj čutim do nje, zato ker vidva, ko bo pošla v srednjo šolo, še večja konkurenca. In ona more to vedeti, ker sva igrala v dvojko skupin, je bilo čudovito druženje. No in jaz ne tako nisem imel pa poguba, da bi jaz to obraz povedal, kaj čutim do nje. In sem rekel, Bog je zdaj sporočilo napisal. Zdaj spomnim, 3 sporočila sem ga napisal. Ampak sem bil prvič v življenju do nekega dekleta tako iskren. Jaz sem rekel, ne noter, kar do tebe čutim, to še nisem in res sem pripravljal spremeniti se, ker ona je poznala mojo zgodovino. Ni bila naivna punca. No in ona meni napiše, da pač ne, da sem prijatelja in tako naprej. In jaz to sprejmem, in prijem do prijatelja, tako popravljaj, in še 40 včasno. Pa je tako, okej, pa tako pravi, ob nedeljah hodi k maši, vsak dan malo moli in jaz sem veliko k njemu hodil, ker mi je bil ena taka upora, z njim sem se lahko pogovarjal, začeli smo skupaj malo moliti. No in pol tam, mislim, da je bil 42. dan, nekaj tazga, ne vem, zdaj iz glave. Pride nedelja, cerkev, grem jaz v cerkev in med obhajinom pri nas je tako, da v zadnji del cerkve pride duhovnik in pol obhaja sredinski 2 vrsti in stranski. In jaz pridem po stranski vrsti, se približujem obhajilu in to dekle hodi po sredini in me ves čas gleda. Ampak ta pogled je bil toliko lep, čist, vesel in jaz sem kar gledal. Izraz na njenem obrazu je bil čist drugi. Prej mi je rekla še kakšen teden nazaj, 14 dni, da pač ne, zdaj bo ona kar hrpeni, kar hotela z mano se pogovarjati na 3 metre čez tisto družbo, oziroma čez ljudi. In jaz gledam, kaj je zdaj z njo, zakaj je taka sprememba? In ona kar žali, a zraven je pa bivša. In mi vsi trije pridemo naenkrat pred obhajinom. Da prejmemo mesto. In ona mene skozi gleda, kar žari. In ta prijatelj je bil pa zadnji in je to pozabal in se je sam smel rekel, Bože, zdaj pa ti delaš svoje. In tist njen pogled, to je mene, jaz sem se v tem trenutku, ko sem njo videl, kako me gleda, kako hrepeni, kako žari, jaz sem v tistem trenutku začutil, da ta Bog je res Jezus, da ta Bog je res krema vzvuč, da ta Bog me sprejema takšnega, kot sem, da ta Bog me res ima rad, da ta Bog mi res želi vse dobro, da ta Bog mi je res blizu, da je Emanuel, da ni nekje oddaljen, da pozna moje hrepenenje, moje želje in tako naprej. In to je bil najsrečnejši dan, lahko rečem, v mojem življenju. In potem jaz pridem ven iz cerkve po maši, in ona gre tja, pač gre dol k kolesu in ona mene ves čas gleda. Jaz sem bil toliko presenečen, pa zakaj, kako? Kar naenkrat, In v meni se spomnil srce, to je igralo, ker lahko rečem, da sem se prvič v življenju čutil, kot je prej Stiv povedal, brezpogojno ljubljenega, ker sem se zavedal, da niso bili svetniki, da vem kaj, ampak da me nekdo ima pa črt, In lahko rečem danes, ko gledam za nazaj, da je Bog res njo uporabil kot en magnet, prek katerega me je privlačil k sebi in me, kako rečem, spodbudil, da spremenim način življenja, da se obrnem k njemu, da vzpostavim odnos z njim in zaživim. In od te izkušnje naprej nisem imel nikoli več dvomov ali kaj, da ali Bog je, ali Bog ni, ne glede na to, kakšne stiske sem doživljal, kakšne preizkušnje. Skratka, pomislim na ta trenutek, na ta dogodek, se mi prebudi tisto prvotno veselje. Tako da lahko to rečem, ker nekako
Zaključil bi s tem, ker strani staršev, ker je bila zaradi takšnih in drugačnih razmer, nisem doživel te brezpogojne ljubezni, ki je v bistvu odsev Božje ljubezni se kaže ravno skozi starše, ne? Ker oče in mati te imate rada brezpogojno. To je v njuni naravi. In tega jaz pač nažalost nisem izkusil, dobil in lahko rečem, da je Bog mogel na nek način obrati drugo pot, mi sam neposredno dati to izkustvo vsaj, ki me je bolj vodilo k temu, da sem, kjer sem. Hvala lepa. Res zanimivo so Božje pota, priprilek se je preko dekleta. Hvala lepa vsem trem za tole uvodno predstavitev, pričevanje. Ampak bom kar takoj na začetku s svojim vprašanjem izzivalen, kajti vsi trije ste nekako govorili o svoji izkušnji, ki je bila zelo intenzivna, posebna, skratka, Bog je konkretno vstopil v vaše življenje. Zdaj, če bi mogoče na začetku sem omenil te mimoidoče, ki hitijo vsak na svoj konec, ne poznamo njihovih zgodb, kjerkoli že Prešernovega trga, ampak današnje stanje v družbi poznamo. Če bi vprašal človeka, ki ne hodi v cerkev, ne pozna Boga, kaj je to Božja ljubezen, bi verjetno samo skomignil z rameni in šel naprej. Kako bi nekomu, ki ne pozna Boga, ki ne veruje Bogu, povedali, kaj je to Božja ljubezen? Ker vi imate svojo izkušnjo osebno, se pa se dotakne. Je storil korak, ki si rekel, Boštjan, do tebe, ne, čisto na konkreten način. Kako nekdo, ki tega ne pozna, ki te izkušnje nima, kako mu povedati, govoriti o Božji ljubezni? Koga sprašuješ? Pravzaprav vse tri, kdo se obrnil pogum. Stiv. Ja, jaz za vse teh obraze, katere pač vidimo na ulici, tudi stoji eno zgodbo. In sem osebno prepričan, da je eno stvar, katere imamo mi vsi skupaj. To je bolečina, razočaranje, težave, vire v življenju. Ene izmed razlogov, zakaj sem pogovoril tudi Nekdujčič v Sloveniji, ki je človek, ki pozna bolečine. In to je nekaj univerzalna izkušnja, ki imajo vsi ljudje. In je nekaj v človeku, kako Sveto pismo pravi, da je večnost je v nas, v človeku, v srcu, v njegovem notranjosti. In samo Bog lahko to zadeva v nas izpolni. In vsako osebo, ali si želi to priznati ali ne, njega potrebuje. In imamo mi vedno priložnosti potem o tem tudi pričevati, povedati, približati ljudem to sporočilo, ker sem jaz osebno prepričan, da vsako osebo je ustvarjen za to izkušnje, da živi z Bogom, da se spravi z njim. In ne glede na kako zgleda na obrazu, kakšno sliko je nam prikazano, kakšen avtobus, kakšno hišo ima, kako zgleda tudi zunanja oblika družinskega življenja. Marsikaj lahko šteka za 4 stilami, ki mogoče navzven zgleda vse lepo in prav. Ampak zatem je eno globoko potrebo, ki ima vsako osebo, da se sooči in da se približa Bogu, Bog sam. In s tem Bog steguje. In Bog želi skozi nas, s svojimi besedami in tudi svoj način življenja približati ljudem, da posredujemo to sporočilo njim. In vsak je nekako odgovoren za svoj svet, tam, kjer je on postavljen. Ne moram zagovarjati za celo Slovenijo, ali za celo Evropo, ali za celo sveta. Lahko imam učink v tem krog odnosov, v kateri sem jaz vključen in pripeti. Kako pravzaprav odgovoriti na ta Božji klic? Mojca recimo pa na vstop v življenje, če bi se sama spomnila, kako se je zgodilo to, kaj če bi ti v naslednjih mesecih, letih, ki so sledila, zaprla svoja vrata. Kako bi si že šla tvoja pot naprej, če se ne bi odzvala? Kaj pa vem? Imam to premalo časa, da bi se sploh ukvarjala s tem, ko sem videla
da je vse to res, jaz sem hotela napolniti hotela svetost. Jaz nočem bivljati v vicah. Jaz se želim priti v nebesa, Jezus pomagi mi. In sploh ne vem, nisem nikoli razmišljala v to smer, ker zame sploh ni bila več druga opcija. Jaz sem sam želela biti tam, kjer je Bog, ker želela, no, na začetku sem bila tako zaljubljena, ne. Mene kar samo nosili, mora, to sploh ni bilo problem. Poje pa šla ta suša. In to v Parela Monjalu, ko je bil resnično Parela Monjal, mesto Jezusovega srca, ki sem pričakovala, to bo pa. Tam pa še posebej fajn. Suša, puščava, kriza, odsotnost, takrat sem je začela. In potem je en duhovnik rekel, to je, veš, to je rast. To mora priti. To je tako kot ljubezni, ki se najprej ful zaljubljen, vse tako fajn. Pa začneš ga gledati, ne? Pa ti je to malo na živce, dobro, se to še zdržim, ne? Pa ti je že bolj na živce, ne? Pa moraš pa začeti v odločitvi hoditi, ne? Ker če bi gledal samo to, kar ti je še všeč, bi itak scagal, ne? Pa Bogu je to tako. Pač se odločiš za eno smer in pol hodiš, ne glede na to, kaj čutiš, ne? Ne mora biti čustvo tisto, izglavni motor, tista smer, ki je določena. Ampak je to samo nekaj, kar je pač radno. Nisem odgovorila na tvoje vprašanje, ker ne znam, ne? Ker to ni v območju mojega mišljenja, ne? No, ampak s to sušo si šla v to smer, ki sem želel odpreti. Se pravi, ko se nekaj intenzivnega zgodi v človekovem življenju, takrat verjetno ni težko, ker je nekaj posebnega zaznamuje. Potem, ko minevajo leta, ne, je pač ta vztrajnost, to odpiranje nečemu, kar potem že poznaš, vedno večji izziv. Mene bo sploh izziv to. Jaz, ko sem videla, da gre tle zares, sem začela hoditi z mladimi na vikende duhovne, pa na razna predavanja, za sorte enih stvari, misijone na cesti. Za sorte, no, sem bila aktivna na 100 koncih. In posod sem poslušala navodila, kako ohranjati to življenje z Bogom, kako duhovno rast, kako ostajati na tej poti. Ampak jaz navodila, ki sem jih slišala, niso bila pisana na mojo kožo. Naprimer, navodilo prvo je bilo, takoj zjutraj, ko vstaneš, greš pred Sveto pismo in beraš in moliš. In jaz sem zjutraj vstala in sem enkrat padla v to smer, enkrat v to smer. Jaz nisem mogla ostati budna. Pa karkoli sem naredila, nisem mogla. In potem sem poslušala naprej. Ni bila dobro, so rekli, za molitev si moraš vzeti najbolj kvaliteten čas dneva. In potem na avtobusu nič ne velja, ne? Potem tako nekaj na hitro tudi nič ne velja. In jaz sem prišla na koncu en kot, sploh, ko so otroci prihajali, ne? Da sem ugotovila, da bom mogla najti en način, ki bo meni ustrezal. In pa recimo jaz sem lahko molila tako, ko sem porivala voziček, pa so vse grozdi otrok imela okrog, ne, da so tekli eden na skiroju, drug ne vem kako. In jaz sem se pogovarjala z Bogom, hvala ti, imam toliko otrok, hvala ti ne vem koga, ko so šli spat, ko sem brila, sem pela v jezikih. Ali sem pa govorila, Jezus, koliko sem zmatrala, ne, sem se z njim pogovarjala, brala sem tako, da sem recimo njim kaj prebrala, ker niso itak nič razumeli, ne, ampak je bilo fajn, ker sem jim pač brala. Vljana, odkrivala sem in mene, je bilo to taka pionirska pot. Vsak dan je bila pa odločitev, Jezus, tukaj sem, tebi izročam dan, ampak pomagaj mi, ker ne vem, če ga bom držala. Včasih je bilo tako, da sem mislila, da mi je gospodirala glava, da mi je gospodirala vse, zato je bilo milijon stvari za narediti. Ampak vse sem delala pa tako, ne, v dialogu. Koliko ne moram reči? To sem bila jezna včasih na Boga in bo tako hujšala. Sem kaj, Jezus, jaz če bi te zdaj ljubila. Jaz bi te toliko ščupala. Kako mi lahko, ti si ljubezen, ali kaj? Ti si ljubezen in takole z mano delaš, ne? Ampak jaz sem vas skozi v dialogu, jaz sem videla, da je to bistveno, tako kot staršem. Zagledala sem svoje otroke. Ko pade, se dere, pa k meni prelaufa. Ko dobra volja pride, pa pove. Ko je jeza na cel svet, pride pa vame, ne? In sem ugotovila, da Jezus želi, da sem njegov otrok. In da sem preprosta in da sem taka, kot sem. Spet nisem odgovorila na vprašanje, ampak bomo vse tu nadaljevali.
ta jeza, zgleda nasprotje. Boštjan, recimo danes smo, mislim, da obodne začeli z Rutino knjigo prebirati, da sem dopisovskem maratonu. Stara zaveza je polna krvi, polna mečevanja, vojskovanja, to velikih razsežnosti. Vseeno je to knjiga ljubezni, svetopismo. Kako meni to skupaj? Ja, mene to vedno znova, no zdaj zadnje čase ne, ampak prej sem se velikrat srečeval, ko pač ljudje beremo svetopismo, predvsem Staro zavezo in je tam čist druga dinamika zgodb kot recimo v Novi zavezi. Ne? In vso to, kako rečem, krvavo področje vojne, skratka sovraštva, ubijanja in tako naprej, se spomnim, da sem enkrat bral preroka Jeremijo in me je nagovorila ena stvar neverjetna. Ker veste, svetopismo, Bog se počasi razodeval, ne? V Jezusu se je razodel v polnosti. In v časih vojne in vse to je bil sestavni del življenja. In se spomnim, ko sem prebiral svetopismo in ga gledal, bi rekel, skozi luč Jezusa Kristusa, predvsem Staro zavezo, sem videl, da on je, ko pravi že v 5. Mojzesovi knjigi, ne, da je Izraela izvolil, ne, ga poklical k sebi, in da, če bi Izrael hodil po Gospodovi poti, bi se vsi drugi narodi spreobrnili. In bi doživeli, in bi imeli blaginjo, mir in tako naprej. Ampak, ker se je Izrael vedno znova izneveril in je začel častiti druge bogove, malikovati druge bogove, je vso to malikovanje in napačen odnos oziroma odstop od pravega živega Boga se je tudi to odražalo na njihovem moralnem življenju. Ne? Vemo, govori se o sveti prostituciji, o homoseksualnosti, vseh živih gnusobah, ki jih Bog poimenuje te stvari, te grehe. In se spomnim, da se vrnem k Jeremiju, da ko je pošiljal Jeremija, je nekje piše, da je 23 let pošiljal preroke in se Izrael požvižgal. In celo Staro zavezo je Bog pošiljal preroke. Preko Mojzesa je govoril, preko kraljev. Skratka, skozi je vodil svoje ljudstvo oziroma vabil svoje ljudstvo naj se vrne, naj mu bo zvesto. In takrat, ko se je Izrael vrnil, je bil mir v državi, je bil mir v deželi. To ni bilo nobenih problemov. Potem pa Izrael spet v tej blaginji sopet odstopi od Boga, začne častiti druge bogove, hodi za drugimi bogovi in začne trpeti in ubije Gospodu in jim pošle preroka in ga ubijejo. In jim pošle drugega preroka in ga ubijejo. In 23 let, jaz sem rekel, Bog, jaz bi to ljudstvo zradiral, če bi bil jaz Bog. Ker da si ti toliko glup, mislim, oprostite, ampak ljudje smo res glupi, da ti vidiš, da trpiš, da življenje ni tako, kot si ga želiš. In še kar tam ustrajaš in potem jih je on čisto vzgojno jih je pustil v babilonski služnosti, pa jih je potem zopet rešil, pa jim je obljubil, da bo tempelj zopet postavljen. Skratka, jaz v tej krvavi stari zavezi se samo čudim Božji potrpežljivosti. Jaz se iskreno čudim se, ker treba jo je brati celostno, ne samo eno vrstico, ampak celostno. In boste videli, kolikokrat je noter, tako govori Gospod in potrpežljiv in vabi in govori, ne hoditi za drugimi bogovi, ker ti drugi bogovi so demoni, vi darujete demonom. Potem je svaril svoje ljudstvo, ne hoditi za drugimi bogovi, ker oni žrtvujejo, darujejo celo svoje otroke tem bogovom. Skratka, sprevrženosti so se dogajale. In jaz se čudim, da je Bog vedno znova klical ljudi, klical svoje preroke in bil toliko potrpežljiv in vedno znova reševal, ta odrešenski ljudi že v Stari zavezi vidimo, reševal svoje ljudstvo, ker jaz, kot sem rekel, jaz bi kliknil erase, ne, in to naj se zbriše, ker je to. Tako da jaz že tukaj lahko rečem, da vidim ogromno Božje ljubezni, ogromno potrpežljivosti, usmiljenja, odpuščanja, tega čakanja, pa ne vidite, da jeste gnoj, da pite kmet, ker vam dajem kruh.
Tako da ne vem, če sem odgovoril na vprašanje čisto direktno, ampak jaz osebno lahko rečem, da v stari zavezi vidim res, kako Bog vzgaja svoje ljudstvo, ga vodi, ga uči, je potrpežljiv in hkrati dopušča, da pač trpi in potem prek tega to v nekaj izkoristi, da ga zopet pritegne k sebi. Isto je pri nas ljudeh. Vse, ko nam gre dobro, velikokrat pozabimo na Boga. Ko škripa, dvignemo glavo gor in ubijemo, kot je v psalmih. Ubili so v Gospodu in jih je rešil, in jih je ozdravil strahovi. No, res je, da so v stari zavezi te podobe vojska in vsega tega, kar strašljive, tudi izrazi in vse to, kar je verjetno sodilo v tisti čas, ko si rekel, ampak danes si ljudje nekako pod, recimo ne samo Božja ljubezen, ampak pod pojmom ljubezen predstavljamo nekaj nežnega, nekaj usmiljenega, prijaznega, v vsakem primeru nekaj, kar je prijetnega. Pa očitno, Steve, kaj meniš? Je lahko Božja ljubezen tudi drugačna? Ne, da je samo drugačna, ampak treba ga tudi pravilno razumeti, ker... Ali je vedno samo dana? Ne, definitivno ne. Notor v isti pojem Božje ljubezen je tudi njegovo sovraštvo do greha, do stvari, katere so v nasprotju njegovega narava. In to, kar je Boštjan prej omenil, je zelo dobro. Sicer jaz tudi sam ne čutim kompetenten, da bi dal Boga na sodišču, da presodim staro zavezo, a dovolimo Bogu, da je tak, kakor je prikazan, ker jaz moram to sprejeti kot njegovo razodetje, vedoč, da sodba tudi nas še čaka. In živimo v času, ko je njegova potrpežljivost je taka, da dovoli trenutno tako stanje, kakor je, z namenom, da bi ljudje spreobrnili, oziroma obrnili k njemu. In samo za tega časa, kakor imamo zdaj, da da ljudem tudi narode, da priznajo njega, da se obrnejo k njemu, ker enkrat bo tega časa tudi konec. In Bog bo potem sam poravnal vse krivice, vse, kar se ne štima po njegovem merilu, bo on sam uredil. In jaz osebno si želim biti po njegovi milosti, se priznati svoje lastno grehe, da pridem pod njegovo zaščito v tem smislu, da sem spravljen z njim in da vem, kje spadam in kje sem. Ampak bo prišel čas, ko bomo ponovno videli, če pa beremo tudi zadnjo knjigo v Svetem pismu, bo ponovno kar strahotno, kaj se bo dogajalo tudi ponovno na svetu. In zato je to ključno, da ponovno rečemo in krečimo, kakor Pavel tudi nas spodbudi, da naj mi oznanimo to evangelija in izzivamo ljudstvo, naj se vrača v Bogu. Ampak ljubezen bo vendarle nad vsem. Že beremo, da je nad vero, nad upanjem, lahko računamo na Božjo usmiljenje. Ja. Vse, ampak Božjo usmiljenje, veš, v Božjo ljubezen. Tle pa pri Bogu se lahko zelo veliko naučimo. Ljubezen ima ja, pa ima tudi ne. Pa ima odgovor, dam ti še, ali pa dovoljen. Mi si veliko predstavljamo tako sladkorno, tako vse. Ampak bom povedala en konkreten primer iz mojega življenja. Tik predno smo šli na dopust, sem mogla po noč peljati na urgenco enega od sinov in je čez rdečo luč gonil en avto in me nabil takole direkt od strani. In k sreč mi je mami posodila avto, da nisem šla svojim, ker ima golf tako močno tisto stranico, da nama ni bilo nič. In je pobegnil. In jaz sem, ko smo šli potem mi na potovanje, naprej nisem imela nič strahu v avtu. Ampak, ko sem se povrnila v Slovenijo in sem se mogla usesti v avto in začeti otroke razvažati spet z enega konca na drugega, sem tak strah doživljala in stisko, skozi mi ta senca letela, skozi ta groza. In sem rekla, Jezus, kje je tvoja ljubezen, kje je tvoje usmiljenje? Točno veš, kako mi je grozno na avtu sedeti in zdaj moram šopati na 100 milijonov koncev. In mi je v trenutku bilo jasno, tukaj je moja ljubezen, ker želim, da se čim prej rešena te teže in tega strahu. In ne more biti drugače, kot da pridobiš čim več kilometrov brez nesreče. Se pravi, mi velikrat mislimo, da kjer je ljubezen, da je brez napora, ali pa da je brez bolečine, ali pa da je brez krivice. Ne. In ko vzgajamo otroke,
poglejmo, če hočemo kaj naučiti, je treba biti včasih trd. Je včasih treba biti kot da ne slišam. Ali pa kot da ne vidim. Čeprav sem ves čas tam, ampak vem, da mora usvojiti to lekcijo. Ampak, ko je preveč, sem pa tle dojamem. Ne, Bog, naš Bog, je resnično ljubezen. Ampak taka ljubezen, da nam daje več življenja, več tega, kar rabimo, več svobode. Metode pa on izbira in metode nam velikrat niso všeč. Ampak je znotraj ljubezni. Kot niso otrokom všeč metode staršev. Ja, jaz bi se strinjal z Mojco in bi dodal še na par stvari, ravno ta vzgojni vidik. Glejte, mi ljudje smo ustvarjeni po Božji podobi. In jaz se večkrat sprašujem, oziroma in odkrivam to, da ko odkrivam sebe, kdo sem človek in kako funkcioniram v odnosu do drugega in tako naprej, vidim, da koliko je podobnih stvari, kako da rečem, vzgoja očeta svojega otroka in vzgoja Boga očeta mene, da dam en banalen primer. Ko gre nek oče z otrokom po pločniku, se ustavi v semaforju pa reče, glej, ko bo rdeča luč, ne smeš iti čez, ne? Ko bo zelena, lahko. Ko pride otrok domov z vrtca, pa vidi oče, da je prinesel eno igračo, ki ni njegova, ga strogo pogleda, pa mu reče, gled, to ni tvoje, to ne smeš vzeti, to je kraja, jutri vrni nazaj. Se pravi, kako oče, ki ljubi svojega otroka, ki ga mrd, ki mu da vse, kar otrok potrebuje, mu postavlja meje, ga vzgaja, s tem, da bi ga obarval pred nevarnostmi, pred trpljenjem, in tako naprej. In enako vidim ta božji vidik do slehernega človeka, kako nam postavlja meje, kako nas vzgaja, kako dopušča trpljenje, stiske, da rastemo, da zorimo. In tudi, da te meje spoznamo, da nekako vidimo, da svoboda ni v tem, da delam, kar hočem, ker potem postanem suženj določenih stvari. Ampak svoboda je v tem, da postajam odgovoren in odrasel. Kot Pavel pravi, da Korinčane, ko graja, da jim je hotel že meso dati, pa se jim bo zopet vrniti k mleku. Se pravi, da niso še dorasli temu, da bi šli naprej, da bi rastali, da bi postajali res odgovorni ljudje. Tako da res bi poudaril to vzgojo in to tudi božjo, ko ne rečem, trdoroko zahtevnost, ki je, bi rekel, ta očetovski vidik, ki ga v družino prinaša. Oče je v družini tisti, ki meje postavi. A je res? Ob 10 boš doma, pika. In otrok to čisto drugače doživlja, kot če reče mami, ob 10 boš doma, jutri, Če reče to oče, čisto drugače. Materinski vidik je pa tisti nežen, usmiljen, tolažji, čustveni, In to je v Bogu. Eno in drugo. Ko starši vemo, da se otroci potem uprejo, da ne sprejme, se mi tudi se ravno to. Upiranje božji ljubezni, ki postavlja meje. Smo svobodni, lahko počnemo, kar se nam zazdi, se pravi, se upremo tudi temu. Tako. Mene ob tem me nagovarja, zopet v 5. Mojzesovi, ko Bog pred svojim ljudstvom pravi, nobeno ljudstvo ni imelo do sedaj Boga tako blizu kot Izrael. Tako blizu. Nobenemu ljudstvu se Bog ni razodel in povedal, kdo je. In pol pravi pred tem ljudstvom, izberi smrt ali življenje. Bog v tej svoji ljubezni da človeku svobodno voljo in ti izberi. Če boš hotel za mano, boš imel življenje, če ne boš hotel za mano, se odločil za smrt. Tlej poslej to doživljamo. Da je razočaranje, da je obup, da je depresija, da ni smisla. In jim reče, izberi življenje ali smrt. Srečo ali nesrečo. In to se mi zdi, da je spet en tak vidik ljubezni, ki ga Bog daje. Namreč, da se kaže v tej naši svobodi. Ali se boš vižgal na to, ali sprejmiš? Stil, današnji svet se zdi, da zelo spodbuja pozitivno mišljenje. Mogoče malo nekaj preskokal te svobode in te teme. Ampak tudi v
tem nekako išče to, da boš s pozitivnim mišljenjem v sebi, v drugem svetu našel držo, morda tudi ljubezni, pa morda celo maliguje to pozitivno mišljenje. Ali mogoče z njim preseš ovire, ki se morda nastavljajo človeku v življenju, recimo te globlje ovire, zamere, potem telesne ovare. Recimo, ko smo se pogovarjali, si povedal zgodbo o Niku Vujčiču. Kako je s tem pozitivnim mišljenjem pa z ljubeznijo? Ja, nek se je malo hecel s tem pozitivnim mišljenjem, ne samo zaradi svojo lastno situacijo, ampak zaradi tudi svojo številnih potovanj, ko se je soočil in srečal z ljudmi v takih življenjskih okoliščinah, od otroci, ki živijo na smetišču, cel kolonija žensk, ki so bili predmet beloblogu. To sporočilo, samo pozitivno razmišljali, se je sam videl v takem kontekstu, je popolnoma brez moči. Tukaj je potrebno res nekaj bistveno večjega, nekaj nadnaravnega, da se lahko premosti tazga vrsta bolečina, razočaranje, življenjsko okoliščine in na tem nek sklicuje na to, kar je on tudi sam doživel, ko je bil velikokrat tudi spodbujen, nek samo pozitivno razmišlji, človek brez rok in brez nog, težko predstavlja, kako žive in videti neki smisel za svojega življenja. Ko je nek sam soočil ponovno s to dejstvo, da ta klic k njemu, da se poveži z nekom, da najde svojo vrednosti in svojo lastno identiteta iz oči nekoga drugega, ki ga gleda in ki ga pozna, je bilo ključno njegovega osvoboditev. Ne samo, da se je najdel za sebe, ampak tudi svoj odnos do tistih, ki so bili okoli njega. In to je bilo ta isto sporočilo, kateri je on potem tudi nesel tem otrokom, ženam, tudi po celem svetu in to oznanje. To je ponovno ta klic po osebnem spreobrnenju, oziroma osebnem srečanju z Jezusom, z Bogom. In to je tisto, katero potem človek doživi nekaj, katero njemu da vrednost. Kako jaz vem, koliko sem jaz sploh vreden v življenju? Ko sem živel v Nemčiji, sem spoznal učiteljico, ki je nas naučil nemščino in ona je bila ljubiteljica v umetnosti, slike, poznali velike, pojmeni sem imel Van Gogh, sploh. Ampak smo imeli zanimivo pogovor o teh stvareh in smo dostakrat pogovarjali o tem, koliko je vreden en določen sliko, kateri je narejena. In ona je sama dejala, pravzaprav, koliko je nekdo pripravljen plačati za. Potem se mi obrnil, pa sem me vprašal, koliko ste vi vredni? In zaradi svoje lastne bolečine, zaradi odnose, kateri je tudi sama doživela, je bilo težko odgovoriti to vprašanje. In zame ta, v angleščini rečem price tag, ta v trgovini, ko pa na blago cena, je Bog sam postavil na nas kot človek, koliko smo mi vredni, da bi on sam pripravljen tudi plačati določen ceno za naše življenje. Vemo iz Svetega pisma, ko on sam pravi, da smo bili mi odkupljeni, je eno ceno na nas. In jaz lahko ugotovim, koliko sem jaz vredno, samo če pa gledam skozi Božjih očeh. Ne na podlagi tega, kaj imam na bančni račun, kakšno hišo imam, kaj avto vozim, to je vse popolnoma brez veze. Moram to najdeti iz tega vidika, kaj pa je Bog storil za nas. In to je to sporočilo, to je ta dobra novica, katero mi oznanjamo. In to je nekaj, kar je morda celo v navzkrižju splošnim pogledom na to, kaj je ljubezen danes. Kako smo rekli tudi, da bomo iskali to navzkrižje med bibličnim pojmovanjem ljubezni
in pa med tem sodobnim, ki prinaša morda vse to, o čem smo že prej govorili, ta pogled neke nežnosti, pa morda spolnosti, ne? Kakšno je to razmerje? Vse te, divša ljubezen in pa nekaj sodobna. Tako. Jaz bi tle izpostavil recimo današnji svet, ki vidimo v rumenem tisku, na računalnikih, na raznih oddajah, na televiziji, serijah in tako naprej, ogromne golote, ogromne telesnosti. In mladina in vsi mi, ki živimo v tem okolju, ki lahko rečem, ki bazira na seksualnosti, mi mislimo, da je to ljubezen, da je to nekako prikazano na ljubezen. In jaz bi se zdaj od tega šel naprej k temu bibličnemu vidiku, kaj pa je sploh ljubezen v Svetem pismu in kaj je Božja ljubezen. Mene zelo nagovarja, da je treba iti k temu izvoru, ne? Se pravi, Bog je ljubezen, kaj to pomeni. In imamo 3 vidike ljubezni, ne? Recimo agape, to je ta duhovna, brezpogojna ljubezen, darovanska, ki se žrtvuje. To je tisto, ko Pavel pravi, da ne išče svojega, ne išče nekoga, da bi ga posedoval, da bi nekoga zlorabil za svoje lastne užitke, za lastno zadovoljitev. To je ta agape. Po drugi strani imamo eros, iz katerega erotika izhaja tudi beseda. Eros pomeni telesna ljubezen, strastna ljubezen, ki vključuje naše čute, naša čustva, skratka naše telo. Ker človek je telo in duša. In Bog tudi, ko se je očlovečil, si je prevzel telo in tudi Jezus je imel strasti. In pogledajte, mene vedno znova, oziroma zadnje čase me nagovarja ne Božja ljubezen kot nekaj duhovnega samo, kot nekaj nedejavnega, kot nekaj neobčutljivega. Ampak me nagovarja Božja strastna ljubezen. Ker v Bogu je eros in agape in ta filija, ki pa je prijateljska ljubezen. Ampak če se osredotočim, se pravi, na to telesno, strastno ljubezen, ki nas privlači, in po drugi strani ta brezpogojna, ki se žrtvuje, ki se daruje, ki, razumete, da gre to skupaj in to je v Bogu. In če pogledamo Jezusovo življenje, pogledajte na križu, ko je on trpel, je bil razpet. Se pravi, telesno je zelo trpel in se razdal. In ko on izreče besede, žejen sem, to ne pomeni zgolj, da je žejen fizično, ampak je žejen tega, da nam izlije to Božjo ljubezen, ki je Sveti Duh, Božja oseba, tretja oseba. In on pravi že malo prej v Lukovem evangeliju, pravi, da je prišel na zemljo, da vrže ogenj. In bolj pravi, in komaj čakam, da se razplamti ta ogenj. In ogenj je podoba Božje ognjene, strastne ljubezni. Poznate podobo na Stari zavezi grm, ki je gorel in izgorel. Potem v visoki pesmi vidimo, da tam pravi, da tudi deroče vode ne morejo pogasiti te ljubezni. In v Bogu gori. Zato je tudi na binkošti dan so se pokazali jeziki v obliki plamenov, spet ogenj. Razumete, ogenj je tisti, ki greje, ki topi, ki čisti, imamo več teh podob. In meni nagovarja ta živi, strastni, telesni vidik tudi v Bogu samem, ki ga čuti do človeka. In da se vrnem nazaj k križu, ko Jezus pravi tam, žejen sem, žejen, ta želja, to hrepenenje, da končno to izlije. In že prej, kot sem rekel, pravi pa, da že za časa, že pred tem svetim 3 dnevjem, pravi, da moram pa prejeti krst in v kakšni stiski sem, dokler se to ne dopolni. In krst pomeni na križu to izlitje Svetega Duha. In mene to vedno znova me gani, ko razmišljam o tem, kako Bog človeka ljubi in ta eros in agape, oba dva. In želi z nas, da mi živimo ljubezen, ne da bi samo en vidik ljubezni živeli, recimo, da se samo darujem, pa brezpogojno, ker rabim tudi jaz biti sam ljubljen, razumete? Pa tudi naše strasti, privlačnost, ki jo čutim,
da ta agape prečiščuje in tako postaje ljubezen prava. Da se daruje, da je brezpogojna in pa hkrati, da tudi to čuti, da to doživlja v telesu, da so tukaj tudi strasti. In zato je v odnos z Bogom, že v stari zavezi in tudi v novi, je večkrat pojmovan kot med možem in ženo. Kjer pa je to? Mož se daruje ženi in žena možu. Hkrati pa to tudi doživljata čisto telesno. In zato mene zelo nagovarja ta vidik Božje ljubezni, ki vključuje ta celostni vidik, telo in dušo, ker eros brez agapeja je isto kot telo brez duše. In agape brez erosa je isto kot duša brez telesa. Pravi, smo mi to zdaj pojmovanje, ko ga imamo zdaj, recimo, zelo osiromašeni. Osiromašeni pojmovanje ljubezni. Tako, ker tukaj, kar mi danes želimo, je zgolj, lahko rečem, na tem erosu. Se pravi, da želim svoje strasti telesno se zadovoljiti, iskati osebo oziroma sočloveka, ki bi zgolj zadovoljil lastne moje užitke, moje strasti potešil, ampak v meni pa ni tega darovanskega vidika, da se jaz nekomu darujem, da ga ljubim brezpogojno, da ga ljubim takšnega kot sem, da tudi ko ima ženska menstruacijo, se pač moram vzdržati. Razumete, je to darovanje, je to žrtvovanje. In to je ta vidik, ki ga Sveti Duh v človeku želi, kako ne rečem, kot je že prej Steve omenil, da je Božja ljubezen izlita v naša srca in to je to. Da bi nas znotraj spreminjal, delal Božjo, podabljal v Bogu, da bi ljubili, se pravi, celostno, in duhovno, in telesno. Ta Božja ljubezen je nenavadna, ne? Pravi tudi, da bi ljubili sovražnike, ne? Ker je potem še ena presežnost, ko smo se prej gor pogovarjali, smo se malce popravljali, da ta, če smo slišali o tem, da je rekel, da krščansko življenje ni le zelo težko, je pravzaprav nemogoče. To je Benjamin govor. To je Benjamin govor, odlično. Ampak ja, tako, mojica brez Boga, ta dodatek je pomemben, ne? Samo če črpamo iz Božje ljubezni, je mogoče oprosti. Skozi mi gre po glavi to, ko sem na začetku vprašal, kako človeku, ki gre mimo, povedal. Mi velikrat mislimo, da je moč v besedah. Ampak velikrat se Bog dotika brez besed. Jaz vem, da se mene Bog dotaknil, ko sem nekoga v hrbet videla, pa je šel mimo mene tako. Ali pa, ko je nekdo takole naredil en gib. V resnici je v vseh nas tako temeljno hrepenenje po biti ljubljen, biti sprejet. In nosimo velikrat toliko osamljenosti, sred vseh teh plakatov, ko se rekel filmov in reklam in prijateljstev in raznih zvez. Jaz srečujem ljudi, pa tudi sama poznam to bolečino. To hrepenenje. In recimo, ko se rekel, kako reči, do mene, ko ljudje prihajajo, velikrat sploh ni besed. Ampak, če si tam in če si poslušan Svetemu Duhu, ti on pove, kako se približati v njegovo konkretnost, kakor si ti pregovoril. In ljudje odhajajo potolaženi, ker se jih je Bog sam dotaknil. Ne zaradi besede, včasih je to tudi moja beseda, včasih pa nima nič z mano ali pa z nami, ampak je dovolj, da blagoslavljamo, da molimo nekaj na skritem, lahko za nekoga, ki je v stiski, ki hrepeni, ki ga žele. In za sovražnika, ne? Danes si to dobro ti povedal, da je tvoja žena, ne? Pa rekla, da če sovražiš, ne? Da je to strup, ki ga piješ, medtem ko čakaš, da bo umrl, ki ga sovražiš, nekaj tacga, ne? Če ohraniš nekaj grenkoba ali sovraštvo proti nekomu, to je isto, kot da bi pil strup, pa čakam, da moj sovražnik dolgo. Ampak tega je veliko, ne? Tega zagrenjenosti, te nesposobnosti odpustiti. Ne? To je milost. Odpuščanje je ena taka kompleksna zadeva. Velikrat skrivnost, ampak velikrat, ko naredimo vse, veliko knjig je o tem,
veliko delavnic, pa se lahko srečaš, da po vseh letih in naporih in molitvah še nisi tam. Ampak, če ustrajaš v tej poti, se enkrat zgodi. Ti sam si danes, ko smo se pripravljali, povedali en tak lep primer. Tiste zgodbe iz... In jaz poznam iz svoje zgodbe tudi primer in veliko primerov, kako ta poslušnost Božjemu naročilu, blagoslavljajte za tiste, ki vas sovražijo, ki vas preklinjajo. Molite za njih dobro in delite. Ko piše, ne? Če kdo dela hudo, ne dajte se premagati hudemu, ampak premagajte z dobrim hudo. In takrat, kadar vas tiska za sovraži, ko potrebi, dajte mu za jesti, dajte mu za piti, takrat sipate žarečega oglja. Ampak mogoče tudi težko, če si sam lačen pa željen. Zato se moraš pa napajati pri izviru. Konkretno. Jaz sem bila lačna, žejna in ljubezni in financ, potrditve vsega, ampak nekaj vam povem. Jezus je taka polnost, pri meni je izvir veselja. Ta izvir je odprt non-stop, ne od zjutraj pa do zvečer. In ni za privilegirane tiste, ki imajo službo, tiste, ki imajo partnerja ali ki imajo otroke, ne. Ta izvir je odprt za vse žejne, za vse, ki iščemo, za vse, ki hrepenimo. In jaz sem okusila v enem obdobju svojega življenja, kako boli, če ti imaš ljubezen, pa je ta, ki bi mu jo lahko dal, ne želi imeti. Lahko je to otrok, lahko je to mož, lahko je to žena, lahko so to starši ali pa kdorkoli. In Boga, njega raztrgati ga hoče od ljubezni do vsakega izmed nas, on nas hoče obogatiti, obdariti. Mi pa ne sprejmemo in to ga boli. In on govori, pridite k meni, vsi, ki ste utrujeni, vsi, ki ste žejni, ki ste obteženi. Jaz sam imam počitek. Jaz vem, kje vas boli, jaz vem, kje ste ranjeni. Pridite, jaz sem prišel iskati in rešiti, kar je izgubljeno. Jaz sem prišel obvezati, kar je ranjeno. Dopolniti, kar je nepopolno. Pridite k meni. Kako on kliče, kako šele on kliče. Mi kričimo, ko nam je težko, ampak kako on kliče, da bi dal. In ker bo me najtežji, mi je rekel, nekaj me povabil, ne vem, kako to povedati, prid v kapelo. Kamorkoli. Nekomu je blizu liturgija, nekomu je blizu narava, ampak ne narava kot končni cilj, ampak kot prostor, ki lahko lažje pridem do Boga. Ko preko nje zagledam Boga. Kaj hočem povedati? Naš Bog je tak srček, tako nas mara, tako je kreativen, tako je vesel. Taka polnost mi, kristjani, pa velikrat živimo ob suhem kruhu in plesnivem siru in pokvarjeni vodi. Enkrat je eden to povedal in to me je tako zadel, ker je rekel, mi smo tako kar na ladji, ki potuje, včasih so Slovenci potovali v Ameriko, ne? V obljubljeno deželo. In karta za ladjo je bila all inclusive. Ampak, ker so bili navajeni revščine, so šli v najbolj spodnji del in so jedli celo pot tisto, kar so sabo vzeli. Vmes je to splesnilo, vmes je tega zmanjkalo. Je rekel, je bil pa takle živahen, ne, ko se rekel ti vaša hčerka, ne, je vsa taka naspirana in je šel raziskovati, starši so mu rekli, ne, on je prišel in kaj je ugotovil, da je gor restauracija, same prvovrstne jedi in da ta karta vsebuje tudi obisk te restauracije. In mi smo podobni tem revčkom, ki se stiskamo v kleti in mislimo, da se moramo sprijazniti s tem. A Bog nam hoče dati do preobilja in prav pridite, da vam pokažem. In tam, kjer se pomnoži greh. In mi smo tukaj. Se milost še veliko bolj pomnoži. Naš Bog ima toliko več, kot si mi lahko predstavljamo. On nam je rekel že v stari zavesti, da se njegova pota toliko nad našimi in njegove misli toliko nad našimi. In zdaj, ko smo v takih časih, pa dajmo sprejeti že to, kar nam hoče dati. Dajmo sprejeti ta ogenj, da nas eksplodira, da mi res naredimo nekaj, da bo ta svet lep. Ne, da bomo ene slepe, mrtve sence, ki bomo po crkvi samo postegnali. Ne, ali ne bo pa mogoče še bo drug fentov. Dajmo vmes, dokler
marsikdo temu pozivu sledi. Steve bi bil pripravljen deliti na kratko z nami to zgodbo, ki si nam je prej povedal, zdaj aktualna je v Ameriki, ne vem, če je poznamo, ki smo bili odpuščali. Ja, to je članek, katera sem dobil na CNN, to je nekaj svežega, aprila 2013, gre za zgodbo, katera se je zgodilo dejansko 20 let nazaj, ko pa Anthony Cohen in njegov ime, njegov brat, je bil 13krat ustreljen od 3 osebje. On je bil brez orožje, na nek način popolnoma nedolžen v tem. In ta Anthony Cohen ob izgubi svojega brata je bil popolnoma jezen, besen na to dejstvo, da njegovega brata na ta način je bil odvzet. In je imel globoko sovraštvo do te ljudi, ki so to naredili. 20 let, ja, nekaj časa se je menilo, on se je poročil, imel 2 otroka in v tem članku pove, nekaj časa zatem se je tudi srečal z religijo. No, on se je nekaj zgodilo v njegovem življenju. In potem pravi v tem članku, da je on želel srečati oziroma iskati nekaj spravo s tistimi, ki so umorili njegovega brata. In on je bil istočasno vključen v neko delo, ki ga tudi pripeljal občasno do zapora in je bil na obisku pri enem drugem človeku. In na tem obisku, ko je govoril z nekom, je videl daleč za njim v nekem prostem prostoru ta človek, ki se imenuje Michael Rowe, ki je bil eden izmed te 3, ki je umoril njegovega brata. In sta ona dva dobila očesna kontakt s drugim in ta Michael Rowe se je takoj obrnil svoj pogled, je odmaknil in v članku ta Michael Rowe govori svojega vidika, koliko je bil v strahu v tem trenutku. Sploh ni hotel tako srečanje imeti, ker se je bal maščevanje od tega oseba, ta drugega brata, ki je bil še tam. In Anthony Cohen je prosil pasniku, ki je bil tam, če bi lahko dobil srečanje s tem človekom. In zanimivo, da so ugodili njegov prošnjo in so odprli vrata in on je stopil noter v ta prostor, ker je bil še Michael Rowe in je šel direkt do njega. In je ga gledal v očeh in je rekel, brat, sem molil zate. Želim, da veš, da sem te popolnoma odpustil. Ta Michael Rowe je bil precej presenečen na to, kar je slišal in v tem času, zaradi tega srečanja, se je nekaj tudi v njem se je začelo dogajati. Šele kasneje se je tudi Michael Rowe prišel do svojega osebnega spoznanja in srečanja z Bogom. V teh 20 let, ko je bil on noter v zaporu, se je on tudi končal svojo študijo, diplomiral. In na koncu svojega časa v zaporu je prišel tudi do čas svojega diplome, podelitev diplome. In Anthony Cohen je bil prvi, ki je bil na obisku na podelitev diploma in je hotel Michael Rowe obleči z njegovo haljo in kapo, ki dobi podelitve diploma. Bil je zraven, je bil prvi v vrsti, ki je ga potem na koncu čestital za dobro dokončano in ko je potem končal svojega časa v zaporu, Anthony Cohen je bil prvi oseba, ki je bil na drugi strani, ki ga je potem pozdravil, ko je prišel ven iz tega zapora. Danes ta dva skupaj služita v isti službo, delovanje za prid mladostnike, ki so ravno tako v zaporu, da povejo svojo zgodbo in pomagajo drugim. In Michael Rowe pravi za svoje, na koncu v tem članku govori o tem, ko je bil na zadnjo obravnavanje pred sodišču, so ga vprašali glede tega, kaj se je on naučil v tem času, 20 letih v zaporu. Tam je bil Anthony Cohen ravno na tem
srečanjem je povedal, solzami v očeh, jaz imam 2 sinova in če bosta moja sinova odrasla v pol človeka, ki je Anthony Cohen, bom jaz presrečen kot oče. Dejansko je dal priznanje tem človeku, ki je njemu pomagal najti osvoboditev zaradi krivde, kateri je on tudi nosil nad seboj zaradi strašno dejanje, kateri je bil on sam upleten. In ta Anthony Cohen je zanga največji heroj zaradi odpuščanja, kateri je najdel do njega, oseba, ki je ubil svojega lastnega brata. In to je nekaj, kar je v današnjem času dogaja. In na koncu v tem članku potem piše, da ta srečanje z religijo je bil dejansko njegovo spreobrnjenje pri Jezusu Kristusu. Čudovito članek na CNN, ki ponovno pravi, kakšen učink ima Božji ljubezen v nekom, ki je bil sam dolžen Bogu. In Svetopismo precej veliko pozornosti da to pojem odpuščanja. Jezus veliko o tem govori. Razne zgodbe daje o tem. Tudi v svoj lastnih priporočilo pri molitvah, koliko je to ključno, da mi naši dolžniki odpustimo, kakor je Bog tudi naše dolge odpustil. Naj bomo mi odpuščajoč v svojem odnosu do drugih, ravno kakor je bil Bog do nas. In tudi v naši družini mi doživljamo tak mir, povezanosti v naši družini, kljub nekih hudih zgodovinske dejstva, ki so bili, ampak zaradi odpuščanja mi danes živimo v tako bogatstvo, ne samo, ravno v tem medsebojnih odnosih, ker je nekdo bil pripravljen v nekem krivičnem stanju najti moč v Bogu, odpustiti nekoga drugega in zaradi tega je bila oseba, ki je sprostila potem blagoslov čez našo celotno družino in situacijo. Je zelo pomembna zadeva, katera mislim, da v današnjem času je zelo, zelo potrebna. Sploh pri nas v Sloveniji, kako bi bilo. Jaz bi se z veseljem navezal na to Jezusovo pravilo ljubite svoje sovražnike in bi tukaj izpostavil, kako Blaž je želel konkretno, kako jaz recimo se s tem soočam. In odpuščanje, kot smo rekli, je zelo globok pojem, je zelo širok in kompleksen in tako. Ampak jaz vidim, ena stvar je problematična, bom rekel, za naš slovenski narod. Veste, mi smo zatrti v čustvih. Mi generacije še danes moja, kaj šele kakšen kaj starejših le, nikoli ni smel izražati čustev doma. Ni se smel jeziti, ni smel biti žalosten, ni smel jokati, kaj cmeraš si kababa, fant, ki so zatrali se čist. Skratka, ni bilo izražanje čustev, to je dejstvo. In če jaz to, nekdo me rani, me prizadane, mi reče grdo besedo, me prevara, me izda, kakorkoli, skratka me rani, je ta rana v meni in me boli, me skeli. In jaz naravno odreagiram kako, da sem jezen na tega človeka, da sem besen. In zdaj to se lahko samo stopnjuje do sovraštva. In zdaj kaj s tem narediti? In mi Slovenci, ki smo navajeni to potlačiti, kao pozabiti in ne vem kaj, je to v nas in to nekje drugje pol vam bruha. En banalni primer. Mene razjezi šef v službi, jaz z njim ne upam razčistiti, pridem domov, stresam vse na otroka. Ali na ženo, ali na kogarkoli. Razumete? In kako jaz zdaj s tem? Glejte, Bog želi iskrenost srca. V mojem srcu je jeza, a je res, je bes. Jaz bi ga raztrgal tega človeka. In jaz tu v molitvi govorim Bogu. Glejte, tisto, kar je v meni, jaz dam ven v besedi. In rečem, jaz sem toliko jezen na tega človeka, lej Bog, kam je naredil, to mi je rekel, on mi je rekel, to levo, desno. In vidim, da gre že to z mene ven. Razumete? Da dam to ven. To je prvi korak. Drugi korak, da jaz poimenujem, kaj je v meni. Aha, ok, Bog, jezen
žalosten sem, razočaran sem. Razumete, to gre ven. In pol njega povabim, naj vstopi tle noter. To je en vidik. Drug vidik. Jaz začnem razmišljati, koliko ljudi sem jaz v življenju prizadel. Pa jih ne moram prositi odpuščanja. Ker pač nekdo je umrl, nekdo se je preselil, nekdo je to pozabil, nekdo spet drugi ni zrel, s katerim bi lahko razčistil določene stvari. In mi, kristjani, imamo to milost, da je cerkev telo, mi smo udje. In veste, da Pavel v Korinčanih pravi, če en prst trpi celo telo. Razumete? Če reče oko, prstu na nogi, ne potrebujem te, trpi celo telo, ker je zavrglo. Ker je prst, oziroma oko zavrglo prst. Skratka, jaz v Kristusu imam to milost, da lahko v molitvi poimenujem s tistimi ljudmi, s katerimi ne moram razrešiti osebno, da jih pokličem, ne vem, Jožica, lej, oprosti mi, ker sem ti to naredil. Me razumete? In prosim Gospoda, naj ostravi posledice teh mojih grehov na temu človeku. In jaz sam sem doživel, da v meni so se trgale stvari. In tu človek, ki je mene prizadel in ko sem bil tukaj iskren do sebe, kaj sem tudi jaz njemu slabega naredil. Veste, da doskrat je usporedno, nekdo me rani, ampak tudi jaz nisem bil svetniški do njega, velikrat je tako. Tudi jaz sem kaj slabega govoril o njem ali kaj nazaj rekel ali karkoli. In ko jaz tega človeka prosim odpuščanja, ga vidim v drugačni luči. Razumete? Ker takrat, ko sem jaz ranjen, vidim sam temno o tem človeku. Ko pa jaz njega prosim odpuščanja, tudi za male grehe, se mi pa vidik malo odpira, postajam bolj sočuten, občutljiv, čak se jaz tudi nisem bil svetniški do njega. Sem ga tudi jaz prizadel. In potem, ko prosim Gospod, naj prosite, ozdravi te posledice mojih grehov, Bog, ki je večen, ki nima časa, lahko vstopi v srce drugega in to celi. Brez da se on sploh tega zaveda. In se mi zdi, da tukaj, s tem, ko se človek sooči s svojo bolečino, ko si jo prizna, ko jo izlije pred Bogom, velikrat v Svetem pismu imamo to izlitje bolečine pred Bogom, recimo en velik primer je prerokinja oziroma Ana, ko ni mogla imeti otrok, in prav piše v Svetem pismu, kako je izlila bolečino nerodovitnosti, ker si je želela izliti, se pravi dati ven. In potem Bog lahko vstopi in ta čustva negativna, sovražna odvzame in zaceli tisto rano, ki je v meni, ki jo mi pokrijemo s temi čustvi. Razumete? Če sem bil izdan, če sem bil zavržen, če sem bil prevaran, je to rana. In jaz jo pokrijem z jezo, besom, sovraštvom, pa si tega ne priznam. Ko dam to ven, lahko tudi to rano. Razumete? In tako pol lažje pride do ljubezni, do nasprotnika, do sovražnika. Meni se zdi eno tako zelo pomembno recept v narekovajih, če rečem. In zato vas povabim vse, da smo iskreni samim seboj. Ker gledajte, Psalm 51 pravi, da Bog ljubi odkrito srce. On se ne pohujšuje nad našim jezo, sovraštvo, ljubosumjem, besom, to, kar nosim v srcu. On, ko mi čaka, jaz vem, kaj je o tebi, dej to meni. Priznaj si. Zato, da te lahko tega odrešim. Ker če boš ti to držal zase, je isto, kot če jaz pridem k zdravniku in mu skrivam rano. Ja, kako bo zdravo, če mu jo ne dam? Me razumete? Telesno rano. Ne, zato mene vedno znova nagovarja. Biti iskren do sebe in do Boga. Tako lahko človek raste, drugače ne more. Priznati si stvari, izročiti, prositi odpuščanje, prositi za milost, da lahko odpuščam in tako grem lahko naprej. In tukaj se mi zdi, da Jezus nas vabi k temu, ljubite svoje sovražnike, ker on nikoli ne zahteva od nas, česar mi ne mogli narediti, me razumete? Ker pozna naše limite in našo človeško omenjenost. Zato pa jaz sem tega trdno prepričan, da samo iskrenost do sebe in do Boga me lahko pelje kot rešenje k temu osvoboditvi notranje. In da lahko tega človeka pogledam v oči in da v srcu več ne čuti grenkove, jeze, besa. Jaz sem zdaj iskreno zahvalil vsem trem.
ker naša ura kaže ta čas, da bomo zaključili, morda tudi s pomočjo spoštovanih obiskovalcev, spoštovane publike. Veliko so povedali gostje, če je koga kaj izzvalo, če se vam ne mudi domov, ste vabljeni, da še kaj vprašate, še kaj poveste iz svoje izkušnje, kaj dodate. Sicer tako rečeno, da se res iskreno zahvalil vsem trem, da ste govorili tudi o sebi, pričevali, odprli svoje življenja. In konec koncev dodal to, da kje lahko, kot si že sama tudi konkretno Mojca povedala, polnimo svoje rezervoarje, ki je tisti naš vzor. Nihče nima večje ljubezni kot ta, ki je dal svoje življenje za svoje prijatelje. Morda tu končamo. Ja. Morda kakšno vprašanje, kakšen vaš pogled. Sicer pa ne bi radi šli v noč, ker vemo, da je jutri delovni dan, tako da ne zadržujemo predolgo. Jaz mislim, da si vsi trije zaslužijo en pošten aplavz. Hvala lepa. Pričujemo vsi skupaj, vsak posebej v svojem življenju, kjer smo, kamor smo poslani. Iskrena hvala lepa vsem, da ste prišli.